lep dober večer gospodu doktorju, profesorju in muftiju slovenskemu Nedžadu Grahosu, ki se je prijazno odzval na naše vabilo in je nocoj med nami, zato da se bomo v medsebojnem dialogu pogovarjala o stvarih, ki so zanimive za čas, ki ga živimo in upam tudi za vse vas, ki ste se nocoj tega pogovora udeležili. Gospod Grahos, ko sem po Wikipediji odtipkal vaš priimek, veste, da me je najprej vrglo na nekega ilirskega kneza iz 3. stoletja. A ste vi kaj v sorodu s tem knezom iz 3. stoletja? Dovolite mi najprej, da vas lepo pozdravim, da se zahvalim, ker ste me povabili, da nocoj razmeniva določene ideje o naši vlogi na tem svetu. Seveda pozdravljam vse Mariborčanke in prebivalce Maribora, tudi naše člane skupnosti iz našega džemata v Mariboru. Ja, to je res. To je seveda znana resnica, da so ljudje v Bosni sprejeli islam, najprej krščanstvo, potem islam. In jaz imam veliko več sorodnikov na Poljskem, v Nemčiji ali drugod po svetu. Celo znana ameriška profesorica na Loyola univerziteti, ki se ukvarja tudi z družbenimi zadevami, ima isti primek kot jaz, ampak smo edini muslimani v Bosni s takšnim primkom. Vsi drugi so naši rojaki krščanske vere. Ampak te korenine tja 2000 let nazaj niste nikoli raziskovali? To Bog ve. Mislim, veliko je teorije o tem, ampak jaz si ne upam, ker vsi bi zdaj nekako bili iz kraljeve družine, ampak nekateri morajo biti tudi kmeti, tako da... Vi ste reči iz kmečke, kot z kraljevske. Tako da nama je življenje dato kot priložnost od Boga in vsi smo, kako jaz razumem, vero, vsi imamo enake priložnosti, ne samo po zakonu, kot tistim, kar nam je Bog dal. Druga stvar iz vaše osebne biografije, ki sem jo tudi na Wikipediji našel, je, da ste, ko ste doktoriral iz teorije spoznanja v akaidu. Se rekel, kaj je to akaidu? To ga moram vprašati, ne? Zato, ker to večina nas tudi ne ve. Kaj je torej to? Kakšna teorija je bila to? Hvala Bogu, da ni tamo črkel, tako da. V arabskem jeziku akida pomeni verovanje, plural je akaid, to pomeni na kakšen način dojemamo verovanje v Boga in onostranstvo, tisto, kar je zunaj naše možnosti spoznanja čustve, ki vsak človek ima. In seveda, ko sem že začel delati na fakulteti za islamske študije v Sarajevu, sem se ukvarjal s predmetom, ki je v krščanski teologiji bi to poimenovali kot dogmatika, ker smo mi muslimani malo komplicirani. Mi nimamo dogmatike v takšnem smislu, ker se ne moremo nikako ne moremo imeti konsenz o tem, kaj je potrebno vse, na kakšen način verovati. Potem sem se ukvarjal s tem vprašanjem, kako je teorija spoznanja se razvijala v islamski kulturi in civilizaciji. In seveda prve ideje, ki so se začele, so bile takrat, ko so v takratnem Damasku, seveda danes Damask živi zelo težke čase, ampak takrat je bilo veliko srečevanje med muslimanskimi in krščanskimi teologiji o različnimi vprašanji. In prvo težko vprašanje so muslimanskim teologom ravno zastavili krščanski teologi. In je bilo vprašanje, na kakšen način muslimani dojemajo vero v sveto knjigo Koran in kakšna je razlika med sveto knjigo in
Jezusom kot takšnim, ki je tudi v Koranu poimenovan kot Božja beseda. In takrat so se začele velika vprašanja in John Damaskus, Janez Damaščanski, je zastavljal vprašanja, veliki muslimanski misleci so to odgovarjali, mene je to zanimalo in potem sem se ukvarjal s takšnimi vprašanji, seveda bi se z veseljem tudi še naprej s tem ukvarjal, ampak določene... Če vas ne bi Slovenijo poslali. Dobro, če ne bi imel takšnega izziva v svojem delu, ampak tudi Slovenija me je obogatila, ampak o tem je to bomo govorili. Ampak to, kar ste začel, jaz niti nisem si sanjal, da bo to izhodišče, ki ste ga zdaj razložil, pravzaprav najboljše izhodišče za moje prvo vprašanje, ki sem ga mislil vam postaviti. In sicer prav vprašanje, kako musliman gleda na Boga, kako ga doživlja, kako musliman spoznava Boga. Kaj lahko recimo vi o tem rečete kot teolog, mi bi rekli dogmatični teolog? Ja, mi smo imeli priložnost velikokrat se pogovarjati z našimi prijatelji, ker veste, Bosna je malo čudna zemlja. Tam vsi verujejo na svoj način, ampak vsi mislijo, da so najboljši krščani, muslimani, ljudje, ampak na koncu tudi drugi mislijo, da oni niso ne dobri kristijani, ne muslimani, ne ljudje in tako dalje. Ampak v resnici vem, da posebej pa katoliški teologi muslimanov vedno zastavljajo vprašanje, kako je naš Bog preveč transcendenten, kako je daleč. Sicer mi zdaj v Evropi imamo, ker papež je razglasil to leto kot leto usmiljenja, mi vsako svojo molitev, vsak dan, ko beremo Koran, ravno začnemo na takšen način. V imenu Boga, usmiljenega, tisti, ki daje tudi milost ljudem in tako dalje. In jaz sem se enkrat presenetil, ko sem videl katoliškega škofa iz Palestine, bil je na enem srečanju in ko je prišel, so ga pozdravili njegovi sodelavci v arabščini. Pozdravili so ga tako, kot se arabci muslimani tudi pozdravili. In so izgovarjali tudi ime Boga na enak način, kot izgovarjajo vsi muslimani. Če pogledate tudi besedo Allah, stari Arabci so poznali iz tradicija, ki so obstajale na tem področju, preden se islam kot takšen utemeljil, poznali so različna imena Boga. Ker je arabski jezik, semitski jezik, se razvijalo učenje skozi idejo, najprej seveda so verovali, da so vsi preroki, vključno tudi, ker mi muslimani verjamo, da je Jezus bil prerok, Abraham, Mojzes in drugi, da so imeli isto idejo Boga. Na koncu je na arabskem polotoku, ker ko se islam razvijal, arabski polotok je bil daleč od razvitih civilizacijskih področij. Že prej smo imeli zelo razvito rimsko, bizantijsko civilizacijo, potem druge iz tega dela današnjega Iraka, perzijsko in tako dalje. In vse te ideje, ki so jih poznali Arabci, so nekako se čutile na tom področju in prva poglavja, ki govorijo o Bogu, so najbolj intenzivna. Mi govorimo o dva obdobja proroka Muhammedu alejselam življenja. Prvo je v Meki. V Meki je poslanec Muhammed več govoril o veri, v Medini je pa govoril o praktičnem življenju veri. In recimo veliko je poglavij, ki govorijo o tem, da človek poskuša videti, kakšen je svet okrog nas. Kaj je lahko zunaj tega sveta. In muslimansko razumevanje Boga je bilo tako, da
ni mogoče, tukaj zdaj, če lahko recimo pridemo do konkretnega teološkega problema, je poglavje Ihlas, ki govori o tem, da je Bog eden, da muslimani tako verijo, Bog ni rojen, niti ima otroka, in ta beseda ehad v arabščini pomeni, da je božanska subsistentna bit kot takšna ni je mogoče deliti in da ta notranjost Božja ni deljiva, z druge strani tudi, da je za svet zunaj en Bog. Ta pa beseda se imenuje kot vahid. In takšno razumevanje je seveda teološko. Če govorimo potem o navadnem človeku, ki poskuša nekako priti do same ideje Boga, poskušamo govoriti o tem, da Bog ima v islamskem učenju 99 imen. In vsa ta imena izražajo različne narave Boga, lastnosti Boga. In skozi to učenje se vedno govori, kakšen je vse Bog. Seveda je to zelo, zelo kompleksno vprašanje. Ampak to, kar ste rekel, to razumevanje Boga z besedo bit, bistveno in tako naprej, to je v bistvu tudi v filozofiji tistega časa prisotno, Boeci je to razvijal, potem je tudi kasneje scholastična teologija pri nas, Tomaš Akvinski, to terminologijo uporabljal. In tako, ko ste sam rekel, ti izrazi, recimo že tudi v Svetem pismu Stare zaveze, ko je rečeno, ko se Bog in Mojzes pogovarjata, pa Bog reče, jaz sem, ki sem, je tudi zelo abstrakten pojem, ker kaj pa je to, če samo si, tu si v konkretizaciji težko kaj predstavljaš, ampak tu se mi zdi, da v nekem teološkem diskurzu in neki teološki diskusiji pravzaprav ne vidim nekih posebnih različnih interpretacij. Zanima me pa to. Judje so imeli skrinjo zaveze za tisto sveto stvar, ki je bila nedotakljiva. Mi imamo Evharistijo za tisto sveto stvar, ki je nedotakljiva. Kaj imate pa vi za tako sveto stvar, ki je nedotakljiva? Pa, ko govorimo recimo o tem vprašanju, samo dovolite mi, da nekaj povem, da je Toma Akvinski veliko bral Ibn Rušda, Averroesa, in da je skozi arabsko razlago grške filozofije tudi prišel do določenih spoznanj, ki so omogočila daljši razvoj evropskega krščanskega mišljenja nasploh. Pri muslimanih, ko govorimo o tem vprašanju, najbolj sveta stvar v resnici teološka je človek. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Bog daroval življenje človeku in obstaja en pregovor, ki ga pogosto različni muslimanski pridigarji, ki še vedno razumejo vero, tako izražajo, da je večji greh ubiti človeka, kot porušiti Kabo. Kaba je muslimanska sveta džamija v Meki in seveda v tem primeru bi povedali, da je to najbolj sveta stvar. Druge zelo pomembne, recimo, zadeve pri muslimani so občasno, ker tukaj poznamo razliko med Biblijo in Koranom. Seveda vsi evropski avtori govorijo tako, da je Koran Muhamedovo alejselam delo, da je sam prerok to narekoval. Muslimani pa ravno zaradi tega je bil veliki ziv. To je zdaj vprašanje vere, seveda zgodovinsko se o tem veliko razpravlja. Muslimani verujejo, da je to Božja beseda, ker sveti tekst, recimo Stare zaveze ali tudi Nove zaveze, je bil inspiriran in Božji duh je nekako kontroliral pisanje Stare in Nove zaveze,
Ampak muslimani verujejo, da je ravno Koran tista sveta stvar, ki je izravno prišla od Boga. In mogoče je to primerljivo, recimo, z Euharistijo. Zakaj sem to postavil vprašanje? Zaradi tega, ker recimo tako vi kot mi, se pravi, vi muslimani in mi kristjani pogosto doživljamo, da se v Evropi v imenu svobode norčuje iz Boga. Charlie Hebdo in ostale zgodbe, ki so neke vrste provokacija vis-a-vis religioznih skupnosti in vaša reakcija in tudi seveda naša reakcija na take provokacije običajno je, da je to za nas žalitev. Morda vaš komentar na to, recimo, evropsko svobodomiselnost, ki enostavno ne prenese, da bi bilo kaj sveto, nedotakljivo, kar je treba tako spoštovati, da pustiš pri miru, kajti v primeru, da se tega lotiš, prizadaneš na nek način bistvo tistih ljudi, ki jim je to sveto. Jaz mislim, da je to za nas vse veliki ziv, ker moramo biti tudi nekako pošteni pa povedati, da nam je razsvetljenstvo, pa tudi ta sodobna civilizacija nam je omogočila tudi, da svobodno govorimo tudi o religiji. Če bi pogledali, kako je to bilo, recimo, do 20. stoletja, obstajale so seveda izjeme, ampak zdaj smo v situaciji, da tudi mi, verniki, imamo priložnost predstaviti svoje ideje. Določene stvari se drugačno razumejo v različnih kulturah. Ko pogledamo recimo to muslimansko-evropsko miselnost, kateri osebno jaz recimo pripadam ali pa ljudje, kateri jaz berem, vidimo, da smo že stoletje pa ali več 120-130 let nekako integralni del te evropske mislenosti. In mi zdaj imamo konflikt različnih družbi, ki so popolnoma odprte za različne ideje, kot so recimo različna evropska društva, ampak tudi v Evropi vse države niso enake. Zjutraj sem ravno prebral en tekst, v katerem piše, da so v Italiji prepovedali predvajanje enega filma, ki ima problematiko istospolnosti, in sem se presenetil, koliko katoliška cerkev ima, v tem tekstu piše, koliko ima svojih, kako se to reče, kinodvorana. Kinodvoran, ja. In seveda tudi ta druga umetnost področja filma je zdaj zelo intenzivna v Evropi in sodobnem svetu. In ko pogledamo to, evropske družbe niso enake. Tudi muslimanske družbe niso enake. Kje je meja svobode? Kje je kaj nekoga prizadene? Jaz mislim, da to je zelo pomembno, mogoče posebej za osebe, ki nimajo priložnosti brati kritične tekste o islamu, ki so nastali znotraj muslimanske te inteligencije. Ni primera, da je poslanec Muhamed kadarkoli v svojem življenju motiviral nekega svojega sodelovca ali prijatelja ali sledbenika, da bi se maščeval zato, ker so Arabci izražali skozi besedo zelo negativno mnenje o njegovi misiji. In jaz mislim, da je to ta meja, da moramo seveda spoštovati sveti prostor. Seveda zdaj je to vprašanje, ali je to samo verski ali kulturni ali nacionalni. Kaj je tukaj svetega? In to morajo definirati, jaz mislim takole, morajo skupaj nekako razpraviti predstavniki vseh različnih ver, kaj je to, kaj je minimalno za muslimana, da je sprejemljivo, da se norčuje. Ker mi ne moremo to nekako zaustaviti to, kar se dogaja v sodobnem svetu, da se ljudje ne bojo norčevali iz tega, kaj mi verujemo. Seveda bojo.
ali lahko mi predstavimo drugačne ideje skozi umetnost, kulturo, skozi svoje delovanje, da bi ljudje spoštovali to. In jaz mislim, še več, če muslimani bojo nekako izkazovali več jeze, ljudje se bojo še več norčevali iz tega. In tukaj seveda imamo problem, da posebej, ko govorimo o Evropi, to je moje mnenje. Mislim, da mi nimamo še vedno moči, da bi muslimanski intelektualci predstavili te ideje, ki so drugačne. Ker imamo zelo neizobraženo populacijo muslimanov, posebej v najbolj razvitih evropskih državah. Nekaj se dobrega dogaja, recimo v Angliji ali celo tudi v Franciji na tem področju, da je več ljudi, ki lahko javno predstavijo določene ideje. Ampak nasplošno, če o tem govorimo, mislim, da če muslimani res mislijo, da bojo zaščitili svojega poslanca Muhameda a.s. največ berejo o njem, največ poudarjajo na tiste lastnosti, ki je imel skupne, ki jih je on izražal skozi svoje življenje v soodnosu ne samo z muslimani, ampak tudi z drugim. Zdaj ste že sam odprl tudi to vprašanje, to problematiko novega veka v Evropi in svobodo subjekta in kje je meja med subjekti. Vaša izkušnja, recimo tudi, lahko rečemo, večstoletna izkušnja v Bosni in Hercegovini na tem teritoriju, je pravzaprav izkušnja neprestanega medverskega in medkulturnega srečevanja. Zdaj, če tako pomislimo, in jaz in vsi, ki smo še bili recimo v jugoslovanski vojski, smo se tudi srečali z muslimani iz Bosne in tako, nišče takrat ni tega problematiziral. Islam ni bil problem. Tudi vse do novejšega časa, recimo, ko je bila v Bosni in v Hercegovini vojna, so ravno tako vaši sonarodnjaki pribežali v Slovenijo, tudi ni bil neki problem. Nišče ni tega problematiziral, nišče se ni bal ne islama, ne muslimanov, nič od tega. Ampak kontekst, zadnji kontekst, tako imenovane islamske države, ISIS-a in ti problemi, ki so izbruhnili v teh arabskih državah, ti so seveda postavili celotni islam v neko čist drugo situacijo in čist drugi kontekst. In a se vam zdi, ali pa recimo moja teza je, da veliko strahu, katerim se srečujemo danes v Evropi, pa tudi v Sloveniji, je posledica nerazgledanosti, neizobraženosti in neodprtega dialoga med religijami tudi na našem prostoru. Vključno Slovenijo, vključno s celotnim slovenskim šolskim sistemom. Ja, vi ste zdaj odprli veliko področij vprašanj. Ampak če recimo pogledamo izkušnje ljudi, ki potujejo po svetu, tukaj moramo seveda poudariti razliko med verskimi vprašanji, ekonomskimi problemi, političnimi izzivi in tako dalje. Največja škoda, ki se muslimanom nasplošno danes zgodi, je ISIS. In tu ni dilemi. To, kar oni počnejo, ni upravičeno, to je anticivilizacijsko, to je antimuslimansko in o tem mi muslimani imamo popolnoma jasno stališče. Osebno sem bil na veliko različnih konferenc, na kateri smo se pogovarjali o tem problemu. V Evropi in v arabskem svetu. Ampak to, kar se dogaja s tem delom sveta že dlje časa, že 50 let, ni samo muslimansko vprašanje. To je globalno vprašanje in to je mednarodno vprašanje. To so odnosi med dvema velikima silami, Rusijo in Ameriko. Seveda je potem vmes veliko različnih
manjših igralcev, ki bi hoteli nekako priti do svojega deleža. In tukaj moramo poudariti, da ni uradne inštitucije v muslimanskem svetu, ki spodbuja to, kar dela ISIS. Vsi relevantni subjekti so to obsodili. Z druge strani, seveda, ko pridemo do tega, do navadnega človeka, ki ima mirno življenje v Evropi že 50 let, človek se spominja samo tistega, kar je bilo včeraj, ali razmišlja, kaj bo jutri. Mi smo v Evropi imeli verske vojne, katoličani, protestanti, Nemci, Francozi, Italijani, vse je to odvisno, kjer se to bo dogajalo, in seveda je zanimivo poudariti, da te države, govorimo o muslimanskih državah, nimajo razvito tehniko in tehnologijo, same pa ne proizvajajo tega orožja. To orožje pride iz najbolj razvitih držav sodobnega sveta. In če pogledate, kakšna je bila kriza, kdo je vse te diktatorje nekako pomagal vsa ta leta, moramo biti pošteni in videti, da obstaja tudi druga plat zgodbe, katero zdaj vsi nekako poskušamo razumeti. V Evropi in v našem okolju, v Sloveniji, muslimani niso bili subjekt. Po prvi svetovni vojni so muslimanske sanje v Evropi bile pokopane. Celo 20. stoletje naši rojaki, celo vlogo pod Mangartu so bili pokopani pod križi. Seveda so v začetku imeli muslimanske simbole. Kdo je to naredil? Naredila je Italija. Avstrija je to spoštovala različne verske pravice. 1912 je uradno priznala islam kot religijo, Hrvaška 1916. Mi smo nekje bili vmes, kjer je prva kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencem bila takšna, kot je prva Jugoslavija, druga Jugoslavija. Muslimani so vse do razpada Jugoslavije nekako bili po strani. Tudi nacionalno niso bili identificirani. In nihče ni tega problematiziral, ker so, mogoče je težka beseda, ampak ker so bili sužnji. Kdo skrbi za sužnje? In ko se vse to odprlo, Slovenija nikoli ni imela študija za orientalistiko. Tukaj imamo profesora Potočnika, ki se že dlje časa nekako bori, da bi se v Sloveniji začelo tudi to področje nekako izpopolnjevati. V Sloveniji se mi danes še vedno nimamo profesionalca Slovenca za arabski jezik. Če hočemo biti sodobna država, mednarodni subjekt, moramo o takšnih zadevah govoriti. Meni profesorca Kerima Filan iz Sarajeva govori, ko je kakšna konferenca v Sloveniji, ona pride, prevaja iz turškega v bosanščino, iz bosanščine v slovenščino. Govorim o tem, da nismo se sploh ukvarjali s takšnimi vprašanji in seveda za Slovenijo to ni bilo zanimivo. Ampak če bi sledili medije, kako so pisali o islamu od 80. do 90. let v srpskem jeziku, manjše v hrvaškem, bi imeli podobno situacijo, kot se danes dogaja v Evropi, ki je pripeljala do tega, kar je pripeljalo v Bosni. Ker tukaj seveda, da obstajajo posamezniki, ki se norčujejo iz evropske civilizacije, ki ne razumejo to. Ali to počnejo v imenu vere ali politike ali svojih primitivnih neznanj, je popolnoma vseeno. Mi tukaj moramo vedeti, kar je civilizacija in kako se mi bomo odzvali na takšna vprašanja. In jaz še vedno ne vidim, da se islam kot takšen v Sloveniji problematizira. Problematizirajo se določene pojave, katerih se ljudje
verjetno bojijo, ampak jaz bi bil zelo nesrečen človek, če bi se mene pojavil. Če bi se vas bojili, če bi se mene bali, recimo, če bi se mene bali, nisem siguren, da bi se godno počutil. Ja. Ampak ravno je to, profesor Štuhec, jaz cenim vaše intelektualno delo, tudi poslanje, posebej na tem, narekovajih, desnem bloku. Jaz vas prosim, vi morate na to vplivati. Za Slovenijo je zelo pomembno, da imamo skupnost, ki je sprejeta v družbi. Govorimo o institucionalizirani skupnosti, ki potem ima tudi odgovornost. Če se hoče od islamske skupnosti, recimo, ali od nas, ki se prizadevamo, da bi ohranili to medsebojno zaupanje, razumevanje, če se hoče od nas narediti tiste, ki so problem v tej družbi, potem jaz ne vidim tukaj upanja, da bi mi lahko prišli do, recimo, ne do rešitve. Mi smo takšna mašina, da ne vplivamo sploh na slovensko življenje, ampak občasno se, ker smo zanimivi zaradi globalnih vprašanj, tudi pojavi kakšno vprašanje, kar se tiče muslimanov. Ampak jaz še vedno mislim, da so muslimani v Sloveniji tako pridno delali, pomagali razvoj te družbe. Moj oče je celo življenje delal v Sloveniji. In vi poznate takšni tisoče. Ampak oni nikoli niso izražali svojo vero zaradi tega, ker jim je bilo pomembno, da bi tukaj bilo v Sloveniji zato, ker so muslimani. Ne, oni so tukaj imeli svoje življenje, zaslužili so, ali so bili plačani po pravici ali ne, Bog ve. Jaz poslušam Radio Ognjišče, pa to pesem poznam, pravice ni na koncu, ko je človek umrl, je pravica bo. Tako da mi verujemo tudi v bodoči svet. Jaz mislim, da je tukaj pomembno ohranjati ta duh medsebojnega zaupanja. In verujem, da še vedno v Sloveniji islam ni treba problematizirati na način, kot se problematizira v določenih krajih v Franciji. Ne zato, ker muslimani niso subjekti, ne. Zato, ker je naše razumevanje islama absolutno pozitivno za Evropo. In Evropa ne more brez muslimanov. Tako kot Arabci ne morejo brez Evrope. Drugi svet ne more brez Evrope. Mi smo sinovi istega očeta. Vi ste govorili o tem mojemu sonarodnjaku, ki je bil knez, mogoče spet bomo nekaj v tej poziciji, da sem knez, ampak ne jaz mogoče v moji kakšni. Ampak to so skupne korenine. Ja, jaz govorim o tem, da je za nas muslimane čudno, ko se vse posplošuje. Ja. Jaz poznam veliko in nikoli jih ne bi menjal mojih prijateljev katoličanov, s katerimi imam odlične odnose, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Bosni in drugod po svetu. Mi, muslimani, poskušamo nekako slovenskoj javnosti pojasniti to, da obstajajo problemi, da o teh problemih se moramo pogovarjati, ampak najnavadni ljudje ne trpijo zaradi tega. To se mi zdi, kar ste tako tudi skozi ta svoj zgodovinski pregled izpostavil zelo pomembno. Jaz tudi večkrat svojim študentom v zadnjem času rečem ne. Mi se zdaj zgražamo na tem, kaj se dogaja v arabskem svetu, ampak še ne dolgo nazaj, so tudi nemški vojaki nosili križ na pasu in imeli napisano Gott mit uns. Tisto je potem sicer Hitler kasneje ukinil, zato ker je začel imeti tudi probleme z Bogom. Ampak dejstvo je, v vseh kulturah, v vseh civilizacijah in v vseh epohah zgodovine smo imeli in notranje konflikte in sosedske konflikte, ne glede na to, ali smo bili kristjani, ali so bili muslimani, ali so bili karkoli drugega. Ne moremo postaviti neke ločnice, pa reči, samo med različnimi religijami, med različnimi kulturami je prihajalo do konflikta.
To absolutno drži in stoji. Ne? Tu jaz mislim, da tu sploh ni dobenega vprašanja. In tudi se zelo z vami strinjam to, kar ste rekel, da pozicija recimo muslimanov v Sloveniji in tudi to, kakšen delež so imeli preprosti ljudje iz Bosne in Hercegovine na vse zadnje pri našem nacionalnem gospodarstvu. Zdaj bom pa to navezal še na nekaj drugega. Sam ste prej omenil, Avstro-Ogrska je bila dejansko tista, ki je muslimane tudi vključila kot enakovredno religiozno skupnost v svojem takratnem imperiju. In to je bil za tisti čas zelo velik civilizacijski korak naprej. In Avstrija, če tako vzamemo, je tudi danes tista država, ki na tem področju ima stvari dokaj dobro urejene. Tudi mi vsi skupaj, in vi, in katoliška cerkev in druge skupnosti, vsi smo bili za zakon o verski svobodi, ker smo si vsi od tega zakona na nek način obetali, da bo končno uredil tudi razmere znotraj slovenske družbe, kar zadeva odnos do religije. Ampak še vedno imamo neko težavo, ki se meni zdi, da tudi zdaj vas zadeva. To je pa težava, nimamo urejenega financiranja področja verskih skupnosti. In potem vi dobite očitek, da vam džamijo zida nekdo iz arabskega sveta. Mi lahko dobimo očitek, da nas financira neka nemška škofija ali pa neka nemška avstrijske škofije. Zdaj smo dobili očitek, da Maribor se prodal nazaj Avstrijcem in tako naprej. Glejte, vsega tega ne bi bilo v tej državi, če bi ta država in njena politika spoštovala religijo kot sestavni del javnega življenja, ki je pomemben za vsako skupnost, ker ti vse religije tudi prinašajo določen vrednostni suport za družbo. In posledično seveda to tudi pomeni, da nek delavec, ki dela v Sloveniji in je musliman, ima vso pravico, da dobi bogoslužni prostor, ampak ne s pomočjo tujega denarja, tu bi mogel dobiti sredstvo za to, da to dobi. Isto velja za nas. Non-stop imamo v Sloveniji to debato, prav na tem nivoju. Zaradi tega, to je moja teza, in me zanima, kaj vi mislite na to, prav zaradi tega, ker slovenska družba po osamosvojitvi ni znala racionalno umestiti religije v svoj družbeni kontekst. Ja, moja izkušnja je, že 10 let sem na tej poziciji in vem, da obstaja določena zadrega v slovenski družbi, ko govorimo o religiji. Posebej po politiki. Zdaj, mi smo imeli veliko vlad v zadnjih, recimo 10 letih in smo se pogovarjali z različnimi. Jaz nisem bil srečen, ko sem prebral, da so Mariborsko škofijo kupili tujci. Mislim, bil bi srečen, da je še vedno Mariborska škofija lastnik svojega objekta. Ampak govorimo o problemu, ki je vse splošno. Moram vam povedati, da jaz osebno, moji sodelavci se pogosto ne strinjajo z mano, ampak ker sem še vedno mufti, ne smejo javno to govoriti. Ampak jaz pogosto, zato ker sem rojen v mestu, kjer sem odraščal s katoličani, pogosto samo zaradi tega, ker cenim, kaj pomeni katoliška cerkev v Sloveniji, pa za slovenski narod, ali na Hrvaškem za hrvaški narod, ali recimo v Bosni za Hrvate na splošno, določene zadeve ne odpiram. Tudi nocoj vam ne bom povedal, kateri, in bi lahko primerjal, kako so rešene, ampak mi kot islamska skupnost in muslimani ne moremo rešiti. In obstajajo tudi določene zadeve, ki bi lahko, ampak vsi hodijo na ustavno sodišče, pa se mi nismo odločili za to. Obstajajo sigurno določene zadeve, ki bi zlahka dobili na ustavnem sodišču, ker nam je pravica tukaj prikrajšana. Mi smo se odločili takole. Mislili smo, da bodo oblasti na lokalni ravni, v Ljubljani, pa tudi na državni razumeli, da je pomembno pomagati skupnosti muslimanov, da reši svoje vprašanje džamije. In ko smo se mi pogovarjali o tem, kakšna bo cena
zemljišča džami. Mi smo to več plačali, koliko bo plačala IKEA zdaj za svoj komercialni projekt v Ljubljani. Jaz mislim, da je to bilo neupravičeno, ampak kdo vas vpraša na koncu, imate denar ali nimate, lahko kupite ali ne, in zelo smo ponosni, da smo skoraj sami v Sloveniji kupili zemljišče. Tako da je zemljišče naše. Objekt seveda nismo mogli zgraditi sami in zgodilo je se, da so iz države Katar gradili ta objekt oziroma džamijo na reki in mi smo imeli tudi priložnost se pogovarjati z bivšim emirjem države Katar in tukaj moramo biti zelo iskreni. Jaz sem zdaj pred vami, mi smo govorili, mi smo slovenski subjekt, to, kar se gradi, bo v lastništvu islamske skupnosti in tako dalje. Tukaj se porajajo različna vprašanja, ljudje pišejo tako ali drugače. Vse, kar mi dobivamo iz Katarja, tudi obstaja danes, takšno razumevanje vere. Sigurno se ne bo maša v Mariboru organizirala v nemškem jeziku, ampak bo v slovenskem. Tudi tako v naši džami v Ljubljani bo tako, kako mi kot skupnost bomo organizirali naše dejavnosti. In jaz nisem tukaj optimističen, da država bo to razumela, ker ravno zaradi tega mi smo poskušali biti vedno ob strani, ker nismo pomembni, ampak ne morete vedno biti neutralni. Občasno se tudi malo približite bolj desno, malo levo in tako nekako plavate, da bi zgradili to džamijo. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo je se to, da je država recimo pomagala takšne projekte, za nas pa ni bilo zakonske podlage za to. Jaz se čudim, da je v Avstriji tudi verouk v šolah, na Hrvaškem, mi tukaj pa sploh o tem ne smemo govoriti. Ne, da bi ga imeli, ampak določene zadeve se bojo s časom odpirale in mi, če bomo, recimo, kot skupnost imeli dovolj resnosti v svojem delu in če oblast bo videla, da smo tudi splošno koristni, upam, da bodo tudi razumeli. Evo, ampak jaz kot mufti bom zgradil džamijo, prihodnji naj skrbijo o tem, kako država bo to pomagala. Ker jutri se tako zgodi, pride en državnik iz Indonezije in bo tudi obiskal mogoče džamijo. Seveda to ni več vprašanje samo muftija v Sloveniji, ampak so to mednarodni odnosi. In tukaj Slovenija mora biti bolj resna. In tukaj se morajo tudi z oblasti ukvarjati s takšnimi zadevami, ne zaradi muftija, ampak zaradi resnosti vprašanja, s katerimi se mi kot verska skupnost in seveda mi kot skupnost ukvarjamo. Ja, to se mi zdi, da ste zdaj zelo fajn razložili to celo zgodbo. In tako, kot ste rekel, mi se sploh ne moremo v Sloveniji normalno pogovarjati o prisotnosti, recimo, neke religijske kulture ali vzgoje v šoli. Vi v Bosni in Hercegovini ste na veliko boljše kot v Sloveniji. Včeraj sem poslušal profesorja Asima Kurjaka. Verjetno vam je znano to ime, zelo znano, profesor iz Zagreba, je porodil iz Bosne. 3-krat ga je papež sprejel, kjer je razvijal idejo o humani reprodukciji, kjer je pripomogel, kako sploh da razumemo človeško življenje skozi medicino ali znanost. Veliko krat se vidim z našim prijateljem Mirsadom Begićem, ki je zgradil lepa vrata na ljubljanski stolnici. Oba sta muslimani. Mirsad Begić je zgradil vrata na ljubljanski stolnici, Asim Kurjak je musliman in ga je papež 3-krat sprejel zato, ker imamo iste zadeve. Tukaj, kaj je tukaj problem? Problem je tukaj, da se moramo pogovarjati o splošnih zadevah, ki zadevajo vse ljudi, ne samo eno ali drugo vero ali vernike iz ene ali druge skupnosti. V Bosni bi bila sramota, če ne bi država pomagala zgraditi pot do cerkve.
To se nikoli tamo ne bi zgodilo. Mi tukaj moramo zgraditi pot do cesto do džamije in jo brezplačno dati občini Ljubljana in meščanom na uporabo. In zakaj je to tako, jaz ne vem, vi ste tukaj bolj na svojem terenu kot jaz, ampak mislim, da določene zadeve moramo odpirati, ker spomnim se, ko smo kupovali zemljišče za džamijo, en naš član skupnosti iz Ljubljane mi je prišel in povedal mi je takole, mufti, to je bilo v letu 2008. To leto 2008, tako mi je povedal, da je imel milijon evrov DDV-a za državo. In redni je član skupnosti. Veliko je doniral, mogoče 100.000 evrov za našo džamijo, oziroma za zemljišče. Ampak iz svojega denarja. In je povedal, jaz se čudim, če jaz kot posameznik pridelam toliko in seveda se da za DDV, kako ne morejo razumeti, da bi nama simbolno pomenilo, da so bili z nami, govorimo o vladi, da so bili v tem projektu. Tako pa če, ja. Ja, to je ta osnovni problem, da nekateri v tej državi, v kateri živimo, ne razumejo, da smo mi vsi davkoplačevalci. In da tisti denar, ki ga država ima, ga ima od nas. Še ga ne dobi z nebes. In če bi to država razumela, potem ne bi problematizirala tega, da ko mora ta denar na nek način nazaj distribuirati med državljane, da je tudi področje religije eno izmed področji, ki ga je treba na nek način podpirati. Ni treba direktno, lahko bi ga tudi indirektno. In v tem primeru in tam, kjer stvari so tako urejene, je tudi potem ni na mesto več očitek, to, kar se tudi vam očita, češ financirani ste iz tujine. Če bi skupnost znotraj sebe te stvari uredila, transparentno uredila, potem taki očitki ne bi bili na mesto. In to se mi zdi, da smo tudi na nek način vredo pojasniti. Če dovolite, mislim, da je tudi v Sloveniji ena pozitivna stvar, da slovenska država financira tudi zasebno šolstvo. Teološka fakulteta je v Univerzi Ljubljane, zavodi različni, država nameni veliko denarja. Seveda mi kot mala skupnost nimamo možnosti, da bi imeli izobraževalne inštitucije iz tega področja, da bi nekaj dobili. Mogoče, da tudi za duhovnike ali za imame ni dobro, da jih država financira. Ne, ni dobro. Ni dobro. Boljše je, da oni bojo bolj blizu ljudem, bojo malo več osebni imeli priložnost. Sigurno. Tako dalje. Ampak za izobraževalne, kulturne, pa tudi takšne, recimo, projekte, o katerih se pogovarjamo, je nujno, da vidimo, kako in na kakšen način bi država nekako pripomogla. Ampak po zakonu v naše države je možno tudi sprejeti denar iz tujine. Tako da meni se ne zdi fair kriminaliziranje tega, kar mi zdaj delamo in da določeni krogi poskušajo kriminalizirati to, zakaj recimo nama Katar pomaga graditi džamijo, ker to je po zakonu. In mi smo, kar se tiče tega, se pogovarjali z vsemi odgovornimi v državi in nismo nič naredili, zakaj bi se čutili zdaj odgovorni. Seveda bi bilo boljše, če bi mi imeli priložnost sami to izfinancirati, ampak v tej situaciji nimamo. Ja, ta kriminalizacija je dejansko posledica marsičesa tega, kar govoriva. In jaz se tudi strinjam s tem, vse ni najboljša rešitev, kot država direktno sfinancira, recimo kler ali vaše verske predstavnike in tako naprej, ampak lahko pa to na indirekten način dela, tako da je v sistemu ta zadeva rešena. In če je v sistemu ta zadeva rešena, potem tudi država lahko v primeru kakršnekoli zlorabe, ali pri nas, ali pri kom drugem, intervenira.
Če pa teh stvari nima urejenih in nima postavljenih pravnih okvirjev, potem pa seveda tudi ne more intervenirati takrat in ne sme intervenirati takrat, ko bi pa na nek način morda bilo prav, če bi intervenirala. Ne? Tako da z tega vidika se mi zdi, da bi si najbrž tudi mi skupaj še naprej, mislim, da smo marsikaj že skupaj v tej smeri tudi naredili, še se naprej morali prizadevati, da dosežemo določene premike tudi v slovenski družbi. Ampak dobro, da ne bova zdaj preveč samo na področju te relacije v odnosu do države. Prej ste eno zanimivo stvar izpostavil, ki se mi zdi, da bi jo bilo vredno, da jo gojimo naprej. Rekli ste, da Slovenija nima recimo dobene inštitucije, ki bi se znanstveno ukvarjala tudi z recimo islamom, z pojavom kot takim in vsem tem. To se mi zdi en dober predlog in dober izziv in kar se mene tiče in mojega vpliva, jaz to zelo podpiram in bom tudi recimo naprej podpiral. Vidite ste prej, naša gospa prodekanja je tu predstavila revijo, Maribor ima celo tu neko tradicijo in mislim, da gospa prodekanja, to je ideja, ki jo moramo nocoj gospoda Grabusa prevzeti in jo tudi naprej posredovati in si v tej smeri tudi prizadevati. Tako da za to idejo sem vam zelo hvaležen in obljubljam, da bom v tej smeri tudi naredil tisto, kar pač nastavim naredil. Zdaj bi se pa vseeno še vrnil malo v najnem pogovoru na to problematiko, ki je seveda povezana in z migranti, in z begunci, in z Sirijo, in z vsem tem pojavom. Zdaj, meni osebno, tu bom zelo oseben v svoji presoji, je nerazumljivo, da je recimo Nemčija, Angela Merkel konkretno, v septembru preprosto na široko odprla vrata vsem. Ne da bi si postavili vprašanje v Evropi, kdo je resnični begunec in kdo zlorablja begunstvo. Ste vi drugačnega mnenja? Mogoče samo še, da se navežemo to, da obstaja ideja v različnih državah, da se začne interreligijski študij. Mogoče bi vaša fakulteta lahko tukaj nekaj dobrega naredila. Jaz osebno poznam 10 Sircev, ki so študirali v Sloveniji ali v Bosni in vsi so zelo visoko izobraženi, živijo na tem področju. Nikoli nisem bil v Siriji, ne poznam družbe, poznam pa veliko avtorjev, ki so pisali in čigava dela sem bral recimo o različnih idejah, ne samo islama, ampak odnosa z Evropo, krščanstvom in tako dalje. Včeraj sem se z mojimi profesorji pogovarjal v Sarajevu in sem jim omenil, da bomo imeli tribunal, pogovor in sem jih vprašal, ali v resnici ni beguncev v Saudski Arabiji ali drugod po arabskem svetu in so mi začeli razlagati, kako je že 5 let v Turčiji, že 3 milijona beguncev, kako je v Jordaniji, veliko jih v Libanonu, tudi v Saudski Arabiji, čez 1 milijon beguncev in tako dalje. Tukaj je v resnici to politično in humanitarno vprašanje. Jaz verujem, da Angela Merkel bo imela Nobelovo nagrado. Če jo Angela Merkel ne bo dobila kot zelo resna evropska vernica, ki je krščanka tudi. Ampak tukaj jaz ne govorim o tem, ali jaz tako mislim, da je trebala narediti ali ne. Njeno dejanje je bilo vredno spoštovanja. Ali so lahko organizirali, da so direktno te begunce prevažali v druge države ali ne, ali so jih pustili, da imajo to pot ali drugo. To so vse odprta vprašanja, ker tukaj so v ozadju velike igre. Ja. Mi imamo priložnost se pogovarjati različnimi ljudmi in ne more se vse na odru povedati to, kar se sliši in občasno
človeka je strah, ko posluša takšne ideje ali razprave. Ampak tukaj je v resnici problem, ker je večina beguncev, ki prihaja v Evropo v drugi veri, ker so muslimani. Prihaja v okolje, ki je sekularno, krščansko ali kako ga že imenujemo. In nekateri ljudje mislijo, da smo mi muslimani zdaj srečni, ker prihaja veliko muslimanov v Evropo, ampak se je pokazalo, da v resnici tisti, ki bežijo, velika večina jih sigurno se bo spreobrnila v drugo vero, kulturne razlike so ogromne med nami in njimi. Jaz ne vem, ali se kdo bo spreobrnil v katoliško vero, ampak vem, da je že 40, to mi je moj prijatelj, duhovnik povedal, da je že 40 krstov v Sloveniji. In to ni zdaj, ko govorimo, samo enosmerni problem. To ni enosmerna ulica. Evropa je prisotna na Bližnjem vzhodu. In Evropa lahko in mora skrbeti tudi za mir tamo, če hoče ohraniti mir v Evropi. In tukaj jaz nisem takega mnenja, da bi mi zdaj recimo pustili vse begunce brez identifikacije v Evropu. Tisti, ki rabijo status, jim pomagamo. Tisti, ki so ekonomski, seveda ne gredo po drugi poti. Ampak ali bojo nas poslušali o tem, kaj mi govorimo in to bo odločalo, nisem siguren, da je tukaj še vedno čas za te civilne iniciative, ki bojo nekaj preprečili. Ravno posledica tega, kar se dogaja, je prvi sem videl transparent v Mariboru, v katerem so ljudje izražali svoje nestrinjanje s tem, tudi vsi mediji, tudi slovenska televizija je to zapisala, da je bil organiziran protest v Mariboru proti islamizaciji Evrope. Jaz govorim nasprotno, da večina teh ljudi, zdaj ne vem, kako bo, ko se bojo začelo njihovo normalno življenje, kako tam bojo živeli, ampak zaenkrat oni sploh ne govorijo o veri. Mi imamo naše prijatelje iz Hrvaške, ki so veliko delali z njimi in so iz hrvaške vlade mislili, da jim imami lahko nekaj pomagajo, se za to sploh niso zanimali. Oni so zdaj v situaciji, da iščejo določeno varnost za svoje življenje. Jaz verujem, da Evropa kot takšna ima možnost, da te osebe integrira in dobro je, da je ta tok zdaj kontroliran, ker smo celo obdobje, koliko je pol leta, je bilo nekontroliranega dotoka do Evrope in seveda to vzbuja strah med ljudmi in mi se, kot evropski državljani, slovenski, moramo truditi, da bi pomagali, da lobiramo, da se ta tok migrantov kontrolira. Ja, meni se zdi, da to je bil glavni problem. In jaz to tudi vidim, tako rekoč, glavno napako, ki jo je naredila Nemčija z svojim pristopom k stvari. Glede na to, da smo Nemce navajeni, kako vse organizirajo, kako so natančni, kako vse preverjajo, so v tej zgodbi, po mojem, naredili tu eno strateško napako, če bi od vsega začetka kontrolirali zadevo, tudi ne bi povzročili v Evropi toliko neke kontrareakcije. En oxfordski profesor je leta 13 izdal knjigo, ki jo je naslovil Exodus. Zdaj se imena ta trenutek polno ime, primka se pa ne spomnim. In on je v tej svoji študiji takrat napisal, da Evropa mora računati s tem, da bo prišlo do močnega migrantskega vala iz afriških dežel, iz Azije, iz Daljnega vzhoda in na to se mora priti na neke vrste Maršalov plan, kako bo na obvladljiv način sprejela ta migrantski val in ne samo, da ga bo sprejela, ampak kako bo Evropa tudi, ki na vse zadnje v veliki meri živi od nafte iz teh držav, kako bo vrnila te ljudi nazaj v njihovo okolje, da bodo gradili in izgradili svoje porušene domove in svojo porušeno domovino. In on je takrat, leta 13, že napovedal, je rekel,
Ko bo prišlo do migrantskega vala, se bo zgodil kontraefekt na drugi strani in se bodo prebudile močne nacionalistične in pa desničarske skupine in to lahko v sami Evropi sproži konflikt. Z tega vidika se meni zdi, da je in Evropska skupnost celoti pred pol leta zatajila na tej točki. Ne? Jaz večkrat primerjam to, ko je šlo za Grčijo, so vsak dan letali v Bruselj, se stankovali od jutra do večera in so tako dolgo se stankovali, da so nazadnje pač Grke postavili v nek okvir. Verjetno zaradi tega, ker je takrat šlo tudi v veliki meri za evropske banke. Tega v lansko leto v jesen nismo doživeli, da bi evropske države tako intenzivno hodile v Bruselj se pogajati o tem, kako bodo migrantsko krizo rešile. In tisto, kar se meni zdi tudi za naše bivše jugoslovanske republike in te nove države, veliko tveganje, da so pustili, da skozi te krhke demokracije spustijo nekontrolirano množico, ki neidentificirana gre proti Evropi. Mi tukaj govorimo, vedno tudi naš predsednik poudarja, da govorimo o Evropi dveh nivojev, ja. Ampak mogoče je tudi več. Tukaj imamo določene države, ki so bile v komunističnem bloku, kot je Češka, Slovaška, Poljska, Mađarska, ki niso bile v tem zdaj smislu evropsko orientirane, ali pa nočejo pomagati drugim državam. Tukaj imamo razvite evropske države, kot so recimo Nemčija, Avstrija, Francija, Švica, Britanija in tako dalje, ki imajo popolnoma drugačen pogled na ta vprašanja, ker imamo dve države v Evropi, Grčijo pa Italijo, ki sta vedno izpostavljene problemu migrantske krize. In to traja že leta in leta. Palestinsko vprašanje z begunci je staro 50 let in tako dalje. Tako da ta svet zdaj, ko smo mi z veseljem sledili, kaj se dogaja z arabskim svetom, zdaj smo videli, da ta nekontrolirano uničevanje sistemov, ki so diktatorski, ki so bili takšni, kot so in tako dalje, da je prineslo do tega. In na to Evropa ni bila pripravljena. Ker seveda se eksperimentira v političnem smislu, v ekonomskem, vedno so določeni eksperimenti kot v primarni znanosti, ampak tukaj so, jaz tako razumem, poskušali nekako rešiti te države, ki so imeli itak veliko krizo, kot je Turčija in Grčija, in so morali pustiti, ampak se na koncu izkazalo veliko število ljudi, da pridejo v Evropo, kako bi spet nekako lahko kontrolirali to, kar se tam dogaja. Seveda je vprašanje, ali so manjše te države na tej poti lahko sami ukrepali. To ni bilo možno. Ne. Tako da dobro je, da se to zaenkrat ustavilo, ampak ko sledimo, kaj se dogaja na meji med Grčijo in Makedonijo, kriza ni končana, kriza bo še naprej in meni je, zelo sem zaskrbljen za to, recimo, kako je Sirija zdaj kot država razdeljena, koliko je tam skupin, kdo to bo poenotil, to je največji izziv. Kako pa vi recimo v Bosni vidite znotraj Bosne to situacijo? Tudi vi ste dobili v času zadnjega vojaškega konflikta na vaših tleh neke, rečemo temu, ovožene vojaške sile, ki tudi pri vas povzročajo določene težave. In ti ljudje so recimo ostali tudi v Bosni prisotni. Imeli ste nedolgo tega nazaj, zadnje tudi en atentat. Tako, jaz, ko sem bil na zadnje jeseni v Sarajevo, pa smo se tudi o teh stvarih pogovarjali, sem dobil občutek, da ravno bošnjaki in muslimani v Bosni niste najbolj srečni, da imate zdaj v tej skupnosti, ki je bila sorazmerno monolitna, neke nove struje, ki jih prej ni bilo. Mi v Bosni veliko imamo različnih
odlični šal na osebni račun, pa ena je v Bosni nič ni uspelo, tudi kriza ne bo. Tako da ta situacija, ki je krizna že dlje časa, je seveda zaskrbljujoča. Mi se trudimo, da bi v uradnih inštitucijah, govorimo o izobraževalnem sistemu islamske skupnosti, pa seveda tudi džamija in temu, kar rečemo, kar je naše področje delovanja, ohranili hladno glavo in poskušali delati z potrpežljivostjo, ker v situaciji, kakšna je v Bosni, tako kot je razdeljena država, več entitet, kantonov, državi, ki ni efikasna, aparat, ki ne more kontrolirati to vse, kar se tam dogaja, je seveda velik izziv, kako sploh se ukvarjati tudi s takšnimi vprašanji. In zelo smo nesrečni, da je pomembno število ljudi tudi nekako začelo manifestirati ali izražati svojo vero na nesprejemljiv način. Ampak islamska skupnost v Bosni je zdaj naredila velike korake, poskuša to v sodelovanju z državo nekako spremeniti. In jaz vas prosim kot mufti, ne vem, koliko časa bom mufti, ampak pomagajte nam, da smo v Sloveniji na tem področju edina skupnost, ki se ukvarja z islamskimi vprašanji. To ni vprašanje samo demokracije. Poglejte, v Sloveniji imamo 46 različnih verskih skupnosti. Vse skupnosti, ki so demokratične, odprte, vedo, kar se dela, tisti, ki to zlorabljajo skozi različna združenja meščanov, so v Bosni, lahko tudi v Avstriji, ali lahko se zgodi tudi v Sloveniji, da zlorabljajo za osebne interese. Cerkev ali verska skupnost, recimo kot je islamska skupnost, je skupnost večjega števila ljudi. In tukaj se težje nekaj zgodi kot pri posameznikih, ki zlorabljajo to sistem za osebne interese in tako dalje. In v Bosni so vse fakultete, ki imamo, pa tudi izobraževalne inštitucije, obvezne imeti izobraževanje, tako kot je predpisala naša verska oblast. V tem smislu smo nekako optimistični, da se stvari bodo razvijale in verujemo, da ko se bo uničila ta struktura ISIS-a na tem področju, da končno se bodo tudi te ideje, ki so nekako prišle tudi do tega konca sveta, bojo s časoma popolnoma zaprli. Zdaj, ker ste sam tudi zdaj že omenil tudi ta ISIS oziroma ISIS, ta zgodba ima seveda kar, rečemo, dolgo brado. Začela se je v bistvu z muslimansko bratovščino v Egiptu v času Nasrja in Nasr je takrat tudi enega od teh glavnih muslimanskih bratov dal obesiti. Se je potem seveda na različne fragmentarne načine ta džihadistična radikalna struja pojavljala v različnih državah. Ta koncentracija, ki se je zgodila zdaj v Iraku in v Siriji, je pravzaprav nekaj enkratnega in do sedaj nevidenega. Prej pa ste tudi sam rekel, da pač v muslimanskem svetu so tudi velike razlike. Jaz sem v času še bivše Jugoslavije bil enkrat pri Džilasu na obisku, kar je bilo nevarno za zapor, ampak ko si mlad, si tudi neumen. Ampak nisem bil neumen, da sem to naredil. In Džilas je meni takrat eno stvar rekel, vi katoličani imate eno srečo, da je šef izven države. A recimo v globalnem svetu, v globalnem času, med muslimani ne iščete ene rešitve v smislu enega mednarodnega gremija, kjer bi se muslimani
z neko normalno držo, normalno civilizacijsko kulturo in tako naprej, to, kar tudi vi manifestirate, povezali in skupaj tudi recimo dajali potem močen odgovor in signal vsem tistim, ki se znotraj islama zlorabljajo in ime Allaha in ime Islam. Zdaj ste mi zastavili najtežje vprašanje. Če pogledate recimo... Vse grejo proti koncu. Ja, če pogledate recimo katoliško organizacijo, tudi katoliška cerkev je potrebovala več stoletij, da bi se na takšen način organizirala. Prej je to bila nekoč država, vojna sila, na koncu je zdaj moralna avtoriteta. In tukaj je predvsem vprašanje države kot takšne. Kako se bojo razvijale države na tem področju? Lahko na simbolni ravni potem imamo avtoritete, ki bojo spoštovani. Zaenkrat, na žalost, med muslimani je bolj dominantna ta nacionalna identifikacija. Da Egipčani imajo svojega voditelja, ne vem, Iranci svojega, Turki svojega in tako dalje. Pa kar se tiče nas z področja bivše Jugoslavije, mi to nekako poskušamo urediti, da imamo moralno avtoriteto zunaj naše države, to pomeni v Sarajevu. Imate, ja. In potem nam je lažje, ker če ne gre, potem se obrnemo na svojo moralno avtoriteto, tako da imamo svojega šefa zunaj države, ampak smo mi še vedno administrativno odgovorni za delovanje same skupnosti. Obstajajo določene ideje, obstajajo določeni tudi poskusi na svetovni ravni, ampak tudi katoliška organizacija se ni rešila, dok Evropa kot takšna ni doživela ta razcvet in ta razvoj. Ja, s tem, da ta boj na nek način med svetno in duhovno oblastjo je praktično bil od vsega začetka prisoten, tudi na evropskih tleh, ko se je krščanstvo širilo na evropski kontinent iz sredozemskega bazena, je to vprašanje seveda bilo prisotno neprestano. Ne? Na vse zadnje je bilo prisotno tudi že v sami zgodbi Jezusa, pridejo rimski vojaki, da ga oklenejo in odpeljajo. Ne? Eden od apostolov misli, da je možno stvar rešiti z silo, Jezus mu to prepreči in zabrani. Se pravi, ta težava, ne, politične in pa militantne moči in pa neke duhovne moči se manifestira že v tej zgodbi in se na nek način nadaljuje skozi celotno zgodovino krščanstva na evropskih tleh. Enkrat bolj v smislu, da duhovna avtoriteta prevzema tudi politično oblast, drugič bolj, da politične oblasti hočejo vplivati tudi na duhovno avtoriteto. V končni fazi smo pa vendarle prišli do tega, recimo, imate prav, drugi Vatikanski koncil je bil tisti koncil, ki je definitivno rekel, da obstaja avtonomija zemeljskih stvarnosti, torej avtonomno področje politike, gospodarstva in tako naprej, in da je področje cerkve in vere pokriva versko-moralni segment. In da torej ne more cerkev prevzemati ne politične odgovornosti, pa tudi ne, recimo, biti konkurent v politiki. Zdaj, a se vam zdi, da znotraj islamskih skupnosti tudi poteka te vrste diferenciacija, ki je na nek način tudi del moderne Evrope? Obstajajo ideje, seveda, ampak mi zdaj govorimo o državah, celoten muslimanski svet je zdaj v gibanju. Ne vemo, kako se to bo vse končalo. Obstajajo države, ki so nekako to rešili. Če pogledate, recimo, Azerbejdžan. Nima takšnega vpliva vere, sicer so tam šiti kot v Iranu, tam, kjer so v Azerbejdžanu so večina muslimanov šiti, tudi v Iranu so, ampak je popolnoma različna vloga enih pa drugih. Ali pa, če pogledate recimo Turčijo in Saudsko Arabijo. Obstajajo različni koncepti, ampak na svetovni ravni ni v tem trenutku
optimistično pričakovati, da se bodo enaki koncepti kot takšni nekako realizirali. Obstajajo razprave, obstajajo ideje, ampak Evropa je kot takšna nekako se bolj poenotila najprej po ekonomskem smislu, prišla je kultura, na koncu vera, tako dalje. Ta svet je tamo še vedno nekako razdeljen. In če pogledate tamo, kjer je večji vpliv zahodnega sveta, so te države bolj razvite. Če je večji vpliv vzhodnega, vidite, kaj se dogaja. Tako da o tem se pogovarjamo, vidimo, mi se trudimo nekako zaokrožiti to naše področje, da ne bi v verskem smislu mi bili motnja drugim. In to je naše tudi poslanje v Sloveniji. Mi kot verska skupnost se poskušamo uveljaviti seveda v slovenski družbi, ampak ne način, da bi drugi začutili, da so zdaj nekaj izgubili, ker smo mi tudi tukaj prisotni. A imate ta občutek, da se kdo čuti tako? Ja, pogledajte, recimo jaz kot mufti vse verjem, kar se piše o islamu, pozitivno in negativno. Ja. Ne pa seveda ne reagiram. Ampak občasno tudi začutim, da so ljudje, ki seveda na takšen način nabirajo svoje politične pojene. Ja, seveda, to je manipulacija je zmeraj najboljša takrat, ko divide et impera postane kriterij za javno življenje. Gospod mufti, počasi bova pripeljala najmanj pogovor k zaključku in vaša prijateljica in znanka, gospa Barbara, ki je tudi moja prijateljica in znanka in ki je tudi naša študentka bila nekaj časa na teološki fakulteti, nama je pripravila eno skupno molitev, in sicer 30. suro iz Korana. In pred najnim pogovorom sem vas sprašal, če ste za to, da bova to skupaj zmolila. In tako zdaj, ob koncu tega našega večera, predlagam, da to zdaj naredila bova tako, da bova izmenjaje molila verze, tako kot mi molimo tudi psalme. Pa če ste za to naredila to tudi v duhu, skupaj z vami vsemi, ki ste nocoj tu, v duhu prošnje in usmiljenja Božjega za vse tiste, ki so tako ali drugače, kadarkoli v človeški zgodovini, ali zaradi kristjanov, ali zaradi muslimanov, bili nedolžne žrtve. Hvala lepa vsem, ki ste se nocoj udeležili tega srečanja, posebej seveda tudi vam, da ste bili naš gost in upam, da bomo v tem duhu in v tem razpoloženju še kdaj ki v podobnih prilikah sodelovali. Vi ste nedolgo nazaj bil tudi v tej dvorani, jo poznate že od znotraj, ko smo imeli tudi mednarodni simpozij, tako da te vezi se kar tkajo. In mislim, da je dobro, da imamo prijateljstvo na eni in na drugi strani za bodočnost, ki ne vemo, kakšna bo. Ja, hvala vam, enkrat sem bral eno knjigo, samo če mi dovolite. Egiptovski zdravnik je napisal knjigo Dialog s prijateljem ateistom. In imala sta pogovor. Na koncu, seveda ateist je povedal, da še vedno ne veruje. On je kot vernik insistiral na tem, da je Bog. In na koncu je Mustafa Mahmud, ta zdravnik, kot vernik zaključil vseeno, kaj bo, če bo Bog. Upamo, oziroma mi dva upava, da nas naš Bog bo pogledal vseeno, kako ga imenujemo na bodočem svetu. Pa vse nas skupaj. Slavljen bodi Bog zvečer in zjutraj. Njemu gre hvala v nebesih in na zemlji,
na predvečer in opoldne. On izvleče živo iz neživega in neživo iz živega, ter oživi mrtvo zemljo in tako boste oživljeni tudi vi. Med njegovimi dokazi je ta, da vas je ustvaril iz prsti in že ste ljudje, ki se širite. Med njegovimi dokazi je ta, da vam je iz vas samih ustvaril soproge, da se ob njih umirite in da je dal med vas ljubezen in milost. V tem so zares dokazi za ljudi, ki razmišljajo. In med njegovimi znameni je tudi stvaranje nebes in zemlje in raznolikost vaših jezikov in vaših barv. V tem so zares dokazi za ljudi, ki vedo. Med njegovimi dokazi je vaše spanje po noči in po dnevi in vaš trud, da najdete nekaj od njegovega izobilja. V tem so zares dokazi za ljudi, ki poslušajo. Med njegovimi dokazi je to, da vam pokaže blisk, da vas je strah in upate in da pošilja vodo z neba, iz njo oživlja mrtvo zemljo. V tem so zares dokazi za ljudi, ki dojamejo. In med njegovimi dokazi je to, da se nebo in zemlja ravnata po njegovem ukazu in potem to, da boste, ko vas z enim samim klicem pokliče, vstali iz zemlje. Njemu pripada vse, kar je v nebesih in na zemlji. In vsi se njemu pokorabijo. On je tisti, ki začne stvaranje in ga ponovi. In to je zanje lažje. Njemu pripada najvišji opis v nebesih in na zemlji. On je vsemogočen in moder. Zato potrpi, kajti Božja obljuba je resnična in naj te ne omajajo tisti, ki nimajo trdne